Evo, danes smo pri vinarju Štamper v Slovenskih Goricah, Jeruzalem je to, ne? Tako, ja. Evo, uporablja alge že kar nekaj časa, pa bo sam malo povedal, Ja, če je zadovoljen ali ne. lani jaz nisem tretiral z algami in moram reči, da je bila Gorica precej mizerno izgledala, ne. Kaj se tiče barve, to je zdaj takšna temna barva, pa grozdja je gor, još pa še, ne, proti lani je bil izpad 60%, nekaj je bilo malo tudi pozebe, verjetno zmes, ki je nismo pravi čas zaznali. Plačane tudi nismo dobili od nič. V glavnem, tudi kaj se tiče količin fitofarmacevtskih sredstev, pridem jaz na 1/3 doziranja. To zdaj recimo to, ki mi letos Škrop je privat, je rekel, ja ne vem zdaj, če imam ja to s takšnimi dozami skozi prišla, ne, da ne vem jaz kaj kriv potli, ne. Je mislil, da bo premalo, ne? Ja, seveda, če mi zdaj on škropi, te pa bom potla rekel, kam je on to zamrdil, ne. Ja, Sem rekel, ti se nič ne sekira, jaz tako škropim s temi algami že par let, pa imam tudi zato sem zmanjšal doze. Malo se seveda morajo Gorice navaditi. Prvo je bilo malo bolj stresno, ko smo mogli recimo v krajših intervalih škropiti. Recimo pri škropljenju uporabljam še poleg, jaz pravim, ko dam trdilec zraven, je pa to ena zadeva, da se lažje razporedi škropivo, pa da se ne izpira. In te alge s kombinacijo je to po mojem perfektna stvar. Pa tudi po tleh gre, jaz recimo trave ne tretiram, ker se mi zdi brez veze, tudi je ne kosimo. Ker je verjetno trava bolj zdrava v Goricah, kak pa Boom Effect recimo, ne. ja, sigurno. Pa jaz recimo v največji meri delam vino za nas, pa za prijatelje. In sami sebe te ne bomo giftali, ne, to ne bo potrebno. Dobro, kaj je največja razlika, odkar si začel uporabljati? Ja, kondicija Goric. To so stare Gorice, vse prek 40 km, ne. In seveda, zdaj, normalno, da mi tudi ne gnojimo z umetnimi gnojili, ker smo v takšnem integrirani predelavi. Z onimi smo gnojili, nekaj sem probal gnojiti z tistimi briketi, pa to, in tisto je, se mi zdi, teko glih, da nekaj mečeš brez veze. Jaz dan na 300 litrov dan jaz liter alg. Do zdaj sem deval. Zdaj pa bom podeval pol litra na 300 litrov. In to je po mojem čisto zadosti pa idealna mera. Se tako tudi priporočamo, ne? Ja. Pol litra na vsako škropenje. Tako, jaz sem zdaj, letos sem pač prve runde dal na liter, potlej pa te na pol litra. In to mi gre čisto dosti skozi. Pa tudi uporabljam še toto alge za vse ostale vrtnine in pač vse, kaj imamo. Male trse tudi delam, vzgajam si same. Je razlika, kako se primejo? Jaz sem recimo delam tiste mlade trse, jih najprvo silim, narežem se pač stepiče, ne. In jih dam silit za 40 dni noter v inkubator. In tam moraš v coto jih zaviješ, vlažno, ne. Jaz sem pa tam recimo tisto vodo, vse alge, ki so že dokaj so že imele začetno hrano in tako naprej. Ukoreninjanje je to, mislim, to je kepa ukoreninjanje. Zdaj jih moram prezliti ven, pač da jih vrak zelo, kaj imam nove fončke še, veš. To zdaj moram z roki, zdaj ni narediti. Lani pa eno let, mislim, lani me se zdi, da nisi uporabljal, ne? Lani nisem in moram reči, da je listje dol vrglo že, rečemo, 3 tedne po bratvi. So bile vidno žute Gorice, recimo, moje pa sosedove, recimo, ne. Ja. Dobro, ovi si bolj po umetnem tučejo, ampak nenormalno hitro je dol vrglo. Zato, ker drugega nadevljan in tepanje na zelanje falilo, ne. Ja. Zdaj pa ne bomo več to spistili ven, ne. Vidno sem razliko, ne, ker tudi nekaj moraš delati, jaz se ne enega nasada tretiral, drugega ne, pač.
sem šel v vse ali pa vse v nič, ne. Razlika pa je. Dobro, v glavnem na dolgoletne izkušnje vidiš, da je boljše. Zadeva funkcionira, ja. Pa ne zato opet neki denar, kaj bi zdaj to. Jaz don za liter enega škropiva brezveznega, don teku kot tu za 10 litrov, ne. Pa tisto mon za enkrat, to mon za skus, za celo leto, ne. Tako, ni to neki strošek opet, ne. Ja, načeloma, če bi vredo preračunali, celo da bi bilo bolj poceni, kot kaj druga. To je smešno bolj poceni, ja. Jaz sem probal nekdaj že s tistimi algami, ki so tiste suhe, veš, ki so bolj... V prahu, ne, v sedline, ja. Tiste je tak, nič ne hasne, nič ne škodi, rečemo došk coj. Pa tudi težko je stropiti tistim, ki se pač... Ne distribuira se vodi tako kot treba, ne. Ne raztopi se. Tisto bi bilo recimo za utoriti, mogoče, ne. Okus grozdja je drugačen? Aha, tu še sem ti vzal reči, ja. Tote alge tudi vplivajo na okus, sortni. Bolj je specifična sorta. Mislim, že pazi, kera, ne. Povdari, ne, okus. Povdari, ja. Pa še to mi je zdaj celo en kolega rekel, ki tudi se z enimi gnojili bavi, totimi naravnimi. Pa mi je rekel, tisto jagovo v kombinaciji s toto tvojo z algami je to perfektna zadeva, ne. Ja, ker v bistvu, ko dodaš enkrat vodo, alge v vodo, se tudi spremeni površinska napetost, Tudi to je res, ja. pride do izmenjave ionov, ne, kar izboljša vse ostalo, ne. Jaz jih dam notri polovico dam vode, pa te dam alge, pa te začnem mešati jaz notri ova sredstva druga, ne. Ka se že voda mi Tako je, pripravi, ne. tako. Tudi se te ovo tudi boljše veže, ne. Pa toti kolega mi je sam poudaril, da tote alge stiskane, pač kaj so, kaj imate vid, to je za okus, ne za samo za gorice. Rečemo, če imaš tudi paradajz, papriko, vse tote vrtnine, za tudi okus neprimerno bolj Ja, poudari, ne. ja, on se zgleda bolj fokusiral na to, ne, dosti efektov, ne. Ja, Dobro, ne. to bi bilo z mojih izkušenj. Torej bi priporočal. Priporočam, absolutno. Ja, hvala lepa. Ja, Če vas zanima nakup vina od Jerneja, kje te najdejo? Kajžar 43, zdaj smo mi v totem Jeruzalem, Slovenija tudi, table so označene z glavne ceste. Imamo gostijo, rečemo do 15 ljudi, več jih jaz nemam, ker več ne folgam sam delati. Pa tisto se te preveč razgubi in folk ni več pozlih, tista je že bolj lumparija te, ne. Nema nas avtobusa do tega, ne. Drugače ima tudi spletno stran, ne? Tudi spletno prodaja, tudi vino, črtica, štampar. Tam imamo ves izbor gor, cene. Super. To je bilo to. V redu, ne? Hvala lepa. Ja, malenkost.